Tokrat občinskem informatorju. Nataša Pirc-Musar spregovorila o volilni kampanji. Hidroelektrarni Fala zanimiv muzej. Hubert Lorenci z bogato zbirko starodobnikov in spominov na dogodivščine. Apačah odprli hišo kulture in pokazali prostore režijskega obrata. Izvedeli smo, kako nastane penina in da se ji lahko doda tudi čili. Apačah ob občinskem prazniku podelili županova priznanja. Mednarodni salon vin tokrat v 3 etažah gledališča. Župan Mestne občine Maribor v novično kandidaturo. Prav tako se v novično kandidaturo za županjo podaja Darja Vudler-Perlak. Lepo pozdravljeni. Predsedniška kandidatka Nataša Pirc-Musar, ki v javnomnenjskih anketah uživa visoko podporo, je ob obisku regije spregovorila za našo televizijo. Ekskluzivno pa je povedala, kako doživlja stopnjevanje volilne kampanje. Te dni je predsedniška kandidatka Nataša Pirc-Musar večkrat obiskala Maribor. Ti obiski terena so nujni v času pridobivanja informacij od ljudi, kaj želijo od predsednika ali predsednice republike. Srečala sem se z gluhimi in naglušnimi iz vašega kraja, pomagam gluhim. Povedali so mi za svoje težave, naučili nekaj besed znakovnega jezika. Skratka, vsa ta potepanja po Sloveniji me bogatijo z novimi znanji, predvsem pa z vedanjem in spoznanjem, kako zelo različna je Slovenija, kako zelo različni so ljudje, kako zelo različne so težave. In to je tisto, kar se mi zdi, da mora vsak predsedniški kandidat doživeti, da še preden, ko vstopi v predsedniško palačo, ve pravzaprav, kakšne težave Slovenija dejansko ima. V volilnem štabu pravnice Pirc-Musarjeve števila zbranih podpisov za zdaj niso razkrivali. Nam pa v pogovoru zaupa, da naslednji teden vlagajo kandidaturo. Torej je podpisov dovolj. Seveda, 21. v sredo podpisov je več kot dovolj. Vsem tistim, ki so mi ga dali, se iz srca res zahvaljujem za podporo. V zadnjih dneh pa se je veliko govorilo tudi o premoženju moža Pirc-Musarjeve. Veste, midva z možem sva veliko naredila v najinih življenjih, nenazadnje imava oba več kot 30 let delovne dobe, vse, kar sva počela v življenju, sva počela res zagnano, povsem zakonito. In jaz upam, da bo prišel tudi čas v Sloveniji, ko se tistih, ki smo uspeli v življenju, ne bo gledalo po strani. Večkrat sem že rekla eno lepo primerjavo, ne? Športnikom nihče ne zavida milijonov, ki jih zaslužijo s tem, ko so trenirali dneve in noči, da so prišli do teh uspehov, do katerih so. V gospodarstvu imam pa vse prevečkrat občutek, da tisti gospodarstvenik, podjetnik, ki uspe, da mu javnost tega ne privošči oziroma da se postavi na neko predpostavko, da je deloval nezakonito. A zagotavlja, da njen mož je vedno ravnal zakonito. Jaz upam, da se bodo časi spremenili, nenazadnje, veste, se pa moramo zavedati, da je ravno gospodarstvo tisto, ki daje delovna mesta ljudem. In tako kot sem rekla, da je treba športnikom gledati pod prste, če so na dopingu in se jih iz tekmovanja izloči, je pač treba tudi gospodarstvenikom povedati, ko delajo kaj narobe, zaradi mene tudi v kazenske postopke, če so storili kaznivo dejanje. Predvsem pa to, kar jaz opažam pri mnogih gospodarstvenikih in seveda tako delam tudi sama, delavci so tisti prvi v vrsti, za katere je potrebno poskrbeti in tu ni odpustkov. Med drugim se v času obiskov krajev Slovenije srečuje tudi z lokalnimi politiki. In namreč eno veliko vzporednico seveda lahko potegnemo med županskimi in predsedniškimi volitvami. Gre za neposredno izvoljenost in to je tisto, kar največ pove o posameznem kandidatu. Mislim, da pravzaprav nobena stranka ne more predvideti, koliko bo kakšen kandidat dobil podpore med volivkami in volivci. Tu ne gre za strankarsko politiko, tu gre za to, kako bodo ljudje prepoznali kandidata, kako srčen je, kakšen pristop ima do njih. Obiskuje praktično vse regije države in informacije, ki jih pridobi, želi kot morebiti izvoljena predsednica tudi unovčiti. Dodana moč in vrednost te neposredne izvoljenosti je seveda to, da ne samo da gre po Sloveniji, da se sreča s težavami, ampak da jih zna in zmore prenesti tudi naprej tistim, ki lahko naredijo spremembe in sprejmejo določene predpise, ki bodo ljudem olajšali življenje. Poprašamo jo tudi o tem, koliko bo kampanji namenila denarja, glede na to, da se pojavljajo različne informacije. Jaz bom kot fizična oseba maksimalno vložila v kampanjo, to je 19.600 evrov. To je maksimum, več ne morem dati. Isti znesek bo dal seveda tudi moj mož. Ni dovolj za vse, te kampanje niso poceni, že samo
plakati praktično stanejo toliko, kolikor bo moj vložek v kampanjo. Če se bo nabralo še kaj z donacijami, mislim, da se bo, saj se že nabira, sem vsakomur hvaležna, 5-10 evrov vse pomaga, ampak moja kampanja zagotovo ne bo bogata. Predsedniške volitve se bodo sicer letos odvile 23. oktobra, morebiten drugi krog pa je razpisan za 13. novembra. Na območju najstarejše hidroelektrarne na Dravi, ki prenovljena deluje še danes, je za obiskovalce urejen monumentalni prostor prvotne strojnice z ohranjeno horizontalno Frančiskovo turbino. Hidroelektrarna Fala je najstarejša hidroelektrarna na slovenskem delu Drave. Njena gradnja se je začela že leta 1913. Nova elektrarna je bila za tiste čase pravi čudež tehnologije in sodobne opreme. Prve turbine pa so še danes na ogled, saj je prvotna strojnica zdaj muzej. Več ali manj tako zunanja impozantnost zgradbe je ostala kot pred dobrimi 100 leti, kako tudi notranja strojnica. To so vse naši, predhodniki ohranili, da bodo še lahko, precejšnje generacije zanamcev, uživale v takšnem objektu, ker je res impozanten v vseh pogledih. Po zaustavitvi zadnjega agregata v tej strojnici leta 1991 so se takoj začela dela, da bi bil ta prostor na ogled obiskovalcem. En agregat je bil tako urejen, da se ga da pogledati v prerezu, tako da dejansko vidimo celoten postopek pridobivanja električne energije iz vode v elektriko, od same vodnega vtoka, same turbine preko gredi do generatorja. Tako da dobimo komplet prerez v naravni velikosti. Poleg strojnice pa najdemo prav poseben in zanimiv prostor. Sedaj se nahajamo v prostoru z eksponati, kjer so predstavljeni nekateri Teslini izumi, pa potem predvsem pa tudi eksponati, ki prikazujejo različne pretvorbe različnih energij v električno energijo. Če še kdo ni prepričan, da bi prišel na sam ogled samega muzeja, se lahko naredi predogled ogleda na naši spletni strani www.dem.si, kjer je možen virtualni sprehod po našem muzeju. In ko tam dobi željo, potem pa še lahko to pride v fizični obliki pogledati, ker je še dosti lepše. Naprave in prostori so urejeni tako, da je obiskovalcem prikazana prvotna podoba iz leta 1918. Če želite muzej obiskati, pa bo potrebna najava. Seveda, muzej je odprt, več ali manj za preko najavljene skupine. Seveda verjamemo, da bo z živahnejšo prometom na Dravski kolesarski poti, se bo tudi število individualnih gostov povečalo, bomo verjetno takrat tudi razmišljali, o nekem bolj konstantnem odprtju, ker je res škoda, da včasih tudi še sosedje ali pa bližnji ne vedo, kakšen biser se skriva v teh zgradbah, ki so tukaj. Hidroelektrarna Fala je sicer že leta 1986 bila zaradi tehničnih in arhitekturnih kvalitet razglašena za tehnični spomenik lokalnega pomena. Leta 2008 pa je bila z odlokom Vlade Republike Slovenije razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Hubert Lorenzi iz Vuzenice ima starodobni traktor in avto Mercedes, ki jo še vedno vozi. Poleg njiju pa še 20 motorjev, v garaži pa še Princa. Pravi, da je vozila začel zbirati po naključju, še vedno pa se spominja voženj in dogodivščin z motorji. Gospod Hubert Lorenzi nas je pričakal v svojem zlatem starodobnem Mercedesu z letnico 1976. To je model, ki je bil najbolj cenjen takrat, tiste leta, ko je bil nared. To je bilo 60. leta in to je tip 123. Tako da so te avtomobile najbolj cenili tisti, ko so jih vozili. Pravi, da je nekaj malenkosti še treba popraviti na tem starodobniku. Recimo tule, ko ste videli, zdaj tam so vrata bila privezana, tisti bo treba popraviti, pa to bo takoj naredil. Nič kaj posebnega. Mašina je super. Gre original, tako da bom ga imel, dokler bom lahko vozil. Med vsemi starodobnimi vozili pa ima tudi traktor, ki ga prav tako še vedno vozi. To je pa Steyr traktor, ki je bil včasih zelo cenjen, pa še zdaj ga radi imamo. Delam vse z njim, orjem,
drva vozim in tako naprej. Tako da je še vedno v redu, pa je letnik 55. Tako da to je neverjetno stara roba, pa dobro. Ima pa tudi fascinantno zbirko motorjev in mopedov. Jaz imam sedaj 20 komadov motorjev, ampak najrajši imam enega nemškega, avstrijskega pravzaprav, z malimi kolesi, tisti je še vedno modern. Pravi, da je v zbirateljske vode prišel čisto po naključju. Jaz vedno rad imel motorje, zelo rad. Potem pa, če sem kjerega kupil, ga nisem prodal. Zato pa še zdaj to ne stoji. To je pač tako naredno, kaj rad imaš vedno rad. Ne? In jaz nisem prodal pol nečesar, sem pa hranil. In s tisto hrambo, ko je bila, sem potem prišel do teh motorjev. Kar se tiče avtov, malce skriva še enega princa v garaži. Tisti avto je pa star zelo veliko, 69-letnik je, ampak še vedno se da peljati. Samo za delo je pa veliki problem. Princov več ni nikjer, delo tudi ne, zato pa ga ne upravljam doskaj. Nima smisla. So drugi avtomobili za manj denarja, pa boljši. Pokazal pa nam je tudi posebno kolo z motorjem in registracijo. To je pač staro kolo, kolo je staro, motorček sem pa naknadno kupil. Motorček je mađarski, svoj čas zelo popularen je bil, zdaj jih pa ni več. Pa včasih so prav taka kolesa morala imeti tudi registracijo, kaj ne? Ja, v tistem času, ko je to bilo, so morali vse bicikli imeti registracijo. Isto kot sedaj mopedi. Spomnil pa se še zgodbe z enim od svojih prvih motorjev. S prijateljem sta se namreč s težkimi motorji odpravila na morje, se po noči kopala, naslednji dan pa je bilo treba domov. Pol pa peljema proti Postojni pa začelo lit kot škafa. Jaz mi, da smo rekla mi, da domov moramo priti, ker bomo služili tega. In sem peljal naprej, kak je šlo. Seveda skozi očala figu, vidiš kaj, pa mokra sem bila že cela, tako kot škafa v vodo. In do Ljubljane sem peljal, sem rekel, jaz naprej ne morem več. Potem, kaj pa zdaj? Jaz sem rekel, tu ima posla motor na parkirišču, pa na vlak šla. Potem sem še tek sreče imela, da sem vlak dobila za Maribor. Seveda, gremo na vlak. Štejemo denarje, kak je denarja. Vse skupaj smo naštela toliko denarja, da smo imeli za vlak do Podvelke. Pa lačna pa žena. In potem uspelo nama je, da smo prišli do Podvelke, pa naprej pa Švec. Nekako sta uspela priti domov. Čez 3 dni pa se je odpeljal po motor, ki ga je čakal na istem mestu, kjer ga je pustil. Sedaj pa v občino Apače, kjer so odprli hišo kulture, v kateri bodo imela društva iz te občine svoj dom. V popolnoma obnovljeni hiši so uredili tudi skupne prostore. Istega dne pa so v Apačah pokazali občanom prostore režijskega obrata. V občini Apače se je izkazalo, da nekaj društev potrebuje svoje prostore, tako da lahko lažje delujejo in ustvarjajo. Malo smo prišli v zadrego, ko smo v centru Apače zrušili stare objekte, kot tudi stari gasilski dom, v katerem so naša društva bila ne nastanjena, ampak jim uporabljala prostore. Potem smo prišli skupaj z društvom Apaško polje, ki nam je priskočilo nasproti in smo skupaj naredili en zelo dober dogovor. Nato pa so v hiši kulture zgradili v zgornjem nadstropju dodatne prostore. Kjer sedaj gostuje oziroma je nastanjena godban, naš pihalni orkester. Tam imajo svoje prostore za notno gradivo, za inštrumente, za vaje, ki jih imajo tedensko. In pa v spodnjem delu imamo še pa društvo tamburašev, ki tudi tam ima svoje prostore in vadijo in imajo shranjene gradiva in inštrumente. Prav pihalno godbo smo ujeli na uvodnem in zaključnem nastopu odprtja hiše kulture. To se zahvaljujemo občini pa županu na čelu. Orkester v Apačah je rastel in prostori so bili večna stiska, večni problem in na srečo smo našli rešitev, tako da naš orkester zaenkrat deluje nemoteno in v lepem okolju.
Tu pa je dobila svoj prostor za opremo tudi folklorna skupina, ki je prav tako zaplesala ob odprtju. Drugače pa folklora še trenutno zaradi še vedno stiske prostorov vaje opravlja v kulturnem domu. Sicer pa so člani in članice izjemno veseli, da so dobili prostore. Dosti nam pomeni, ker imamo svoj prostor, kjer se lahko vsedemo, pa se pogovorimo, imamo vaje. To je tisto, ne se pravi, je dobrodošlo, da boste verjetno kar enkrat ali večkrat na teden tu. Kako imate kaj organizirano? Časi večkrat, časi enkrat na teden, odvisno kakšne nastope imamo. Nastopate pa verjetno marsikje. Ja, tudi izven Slovenije. Trenutno smo bili v Pragi 4 dni, smo nastopali na tem festivalu Slovenija v Pragi. Bilo je čudovito, nepozabno. Istega dne dopoldne pa so imeli tudi odprta vrata novega režijskega obrata. Gre za veliko pridobitev v naši občini, se pravi, imamo lastne kapacitete za upravljanje teh manjših oziroma pomembnejših vzdrževalnih del in tudi komunalnih del v naši občini. Zaposlenih imamo 4 delavce in upravljamo razna manjša dela po občini. Postavili smo v letošnjem letu, je bil potem tudi postavljen novi prostori režijskega obrata, v katerem imamo oziroma shranjene našo opremo. Investicija v sam objekt je znašala okrog 80 000 evrov, skupaj z opremo pa še ni končne številke, ta naj bi bila do 200 000 evrov. Ali veste, kako nastane penina? Naša ekipa si je ogledala pripravo penine po klasičnem postopku in ob tem izvedela, da se lahko penini v procesu nastajanja doda marsikaj, celo nežne in ne preostre čilije. V enologiji v občini Pesnica polnijo penino tako kot ostala buteljčna vina. Temu pa sledi karbonizacija. S to razliko, da dodamo sladkor in pa kvasovke. Vse to zapremo v peninske steklenice, ki so močnejše, in zapremo z akronskim zamaškom. In v naslednjih dneh se zgodi sekundarna fermentacija. To pomeni, da začne ta sladkor, ki smo ga dodali, še enkrat fermentirati. Ker je steklenica zaprta, ostanejo vsi ti mehurčki CO2 zaprti v steklenici. Saj vemo, pri alkoholni fermentaciji se sprošča tudi ogljikov dioksid. V 3 tednih je karbonizacija končana, naslednji postopek zorenja pa traja 1 leto pa vse do 3 let. V tem času se naredi usedlina. Kvasovke so odmrle, dale so vse od sebe, sprostile so se monoproteini, sprostile so se določene snovi, ki bodo dale penini ta kremast okus, ki je značilen za penine. Moramo to usedlino odstraniti, kajti na tržišče gre penina, ki je čista, kristalno čista. Ampak če bi mi zdaj to steklenico šli pretočiti, bi izgubili tudi mehurčke. Saj vemo, ne? Ko enkrat natočimo penino v kozarec, se že začne iskrenje in vedno manj je teh mehurčkov. Ne? Mi pa si želimo čim več mehurčkov v kozarcu. In to je ta postopek degoržiranja, ki je na nek način tehnološko dokaj zahteven postopek. Najprej steklenice tresejo in obračajo, da gre usedlina v vrat steklenice. Ko imamo usedlino v vratu steklenice, le ta del zamrznemo, s tem se usedlina zamrzne, sledi odpiranje steklenice, to je tako imenovan prvi pok, in pri tem poku ta zamrznjena usedlina poleti ven iz steklenice in ostane samo čista penina. Na vrsti je dodajanje tiražnih likerjev, ki dajo penini različne okuse, lahko pa se doda tudi različne arome, celo čili. Tehnološki postopek ne omogoča določenih potez, ne, in je potrebno narediti čisti ekstrakt, ki je točno preračunan za vsako steklenico posebej in se ob dovajanju tega ekspedicijskega likerja tudi v vsako steklenico dozira, ne. In to daje potem tej penini ne samo sadnost, kremoznost osnovnega vina, ampak tudi rahlo začine, bom rekel, vse bolj popularne začimbe tudi pri nas v Sloveniji in to je čilija. Ne? Drzna ideja združiti penino in čilijev ekstrakt je zahtevala več poskusov. Prvi poskusi so bili zelo boleči, bomo rekla, kar se tiče okušanja, zato ker je to bilo res skorajda nepitno. Kasneje pa po nekih letu, pa pol 2 letih pokušanja, testiranja smo prišli do končne variante,
ki je pitna za vsakogar, ki ima rad vsaj malo pekoče. Paziti morajo namreč, da čili ne prevlada nad nježnimi okusi penine, zato so se odločili za blago varianto. Da je pitna za vsakogar, zato ker paše tudi vsem jedem zraven, pomeni ali mesnim, ali vegetarijanskim, ali veganskim, ali sladicam. Ne? Vsak, ki jo proba, pa ki ima rad pekoče, pravi wow. Za poznavalce gre za penino iz modrega pinoja in blage čilije. Če bi šli v preveliko noto, to je preveliko dozo čilija, ne, in ta alkohol CO2 teh mehurčkov, ne, ta okus še dodatno poudari, ne, bi bila zadeva potem nepitna. Zato smo šli v blago obliko. Ekstrakt se pripravlja isto v Sloveniji, goji se v bistvu čili pri nas. Tako da gre za lokalne izdelke, vse od čilija do grozdja, ki prav tako zraste v vinogradih v okolici Maribora. Na svečani seji občine Apače je župan podelil županova priznanja in tudi zahvale. Seja je eden od osrednjih dogodkov praznovanja občinskega praznika, ki ga sredi septembra praznujejo v Apačah. Na prireditvi pa je nastopila tudi Nina Pušlar. Tradicija praznovanja občinskega praznika v Apačah veleva tudi slavnostno sejo občinskega sveta. Ta se je odvila v kulturnem domu. Vedno vsako leto 14. septembra sledi slavnostna seja kot neka počastitev praznika naše občine. Takrat se tudi spomnimo tistih najzaslužnejših občanov, ki so doprinesli predvsem k temu, da se naš kraj razvija in pa da se promovira navzven. Tudi letos je župan podelil županova priznanja. Gre pa za priznanje oziroma bolj kot pozornost tem našim občanom. Veliko pozornost dajem mladim, šolajočim, tistim, ki so dosegali izjemne uspehe na športnem, kulturnem področju ali ki so dosegli določeno stopnjo izobrazbe. Naprimer, letos imamo eno doktorantko, sem tudi vesel. Tako da predvsem dajem poudarek na mladih, seveda pa ne izključujem tudi starejših, vsak, ki doprinese izjemen doprinos k temu, da se, kot rečeno, kraj razvija ali pa da skrbijo za promocijo našega kraja doma ali v tujini, si potem zaslužijo tudi županovo priznanja. Med dobitniki županovih priznanj je letos tudi prostovoljno gasilsko društvo Žepovci, ki ima sicer zdaj visok jubilej. 140-letnico smo praznovali z prevzemom novega gasilskega vozila. Zdaj, gasilsko vozilo sicer je bilo že prej doma, ampak zaradi korone in vseh ostalih dogodkov nismo mogli organizirati ničesar, zato smo letos z sovpadnico 140 let lahko še prevzeli vozilo. Sicer ste pa vpeti verjetno tule v lokalno skupnost na veliko. Ja. Kaj vse pravzaprav, verjetno intervencije imate, pa še marsikaj drugega. Ja, pomagamo, kdaj nas prosijo za kakšno prekrivanje, poplave, požari. Sicer nimamo dosti tega, ampak smo pa vedno na voljo. Med dobitnicami pa je tudi Anica Ščap, ki na tekmovanju v streljanju dosega zavidljive rezultate. Dosti promoviram Apače, kjerkoli streljam, po vseh Sloveniji, po Hrvaški, tako da tekmujem tudi na državnem prvenstvu, sem že 4-kratna državna prvakinja v kombinaciji, v golobih pa v karabini, z kroglo. Tako da je malo žensk, ki bi se to uvrstilo, tako da sem kar uspešna. Pohvale pa so deležne tudi podjetja oziroma podjetniki in skupine. Sam občinski praznik pravzaprav praznujejo več dni. Občinski praznik praznujemo ponavadi nekako en teden, gre pa za sosledje nekaterih dogodkov na različnih področjih. Vsako leto obvezno na področju športa, potem imamo še tudi razne kulturne prireditve, razna druženja po vaških jedrih, tam, kjer pač so društva aktivna in pripravijo kak dogodek. Ponavadi tudi dajemo poudarek potem na kakšne otvoritve, kakšne pridobitve nove in tako naprej. Tako da malo bolj slovesno v enem tednu v septembru. Tako je bilo tudi letos, saj so v tem tednu izvedli več prireditev, ob tem pa tudi otvoritev novih prostorov, čas pa so si vzeli tudi za sprostitev. Tokratni salon Vindel se je odvil v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Na mednarodnem salonu vin se je predstavilo izjemno veliko ponudnikov vin, hkrati pa tudi ponudnikov degustacijskih menijev, ki sodijo h kulturi vina. Podrobnosti pa v prispevku.
Na letošnjem mednarodnem salonu vina se je izkazalo, da je še kako pomembno povezovanje več kultur tudi z izbiro prostora. Odvil se je namreč v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Imamo izjemno priložnost najboljša slovenska vina umestiti v prostor. Zahvala gre vodstvu Slovenskega narodnega gledališča Maribor, da nam je omogočilo nastop ali pa predstavo najboljših okusov Slovenije v njihovih prostorih. Na salonu vin so bili tako gostje iz Slovenije kot tudi tujine. Danes imamo ob gostih iz vseh slovenskih vinorodnih dežel tudi goste iz sosednjih držav. Ne smemo pa pozabiti tudi izjemnih delikates, ki pridodajo delček v zgodbo okusov. Čez 400 različnih zadev je možno danes poskusiti na 150 različnih degustacijsko-promocijskih mizicah. Ne le poskusiti, zelo pomemben del je tudi srečanje z kreatorji okusov, z vinarji, avtorji tega, ki poskrbijo, da te dobrote pridejo do nas. Kot vsako leto je tudi zdaj bilo izpostavljeno povezovanje med ponudniki, nekateri se poznajo, drugi so to storili zdaj. Pravzaprav je Vindel od svoje prve izvedbe svoje vrstni most med ponudbo in povpraševanjem, kjer se srečujejo ponudniki, na drugi strani pa vsi tisti, ki to cenijo. Tisti, ki spoštujejo ali zasebno, ker obožujejo dobre okuse, tudi tisti, ki se velikokrat poslovno s tem ukvarjajo, gostinci, poslovneži, ki jih vino in kulinarika zanimata. Kako pa so na izbrano ponudbo in preizkušanje gledali obiskovalci? Mislim, da je kar tega dosti, pa dobra ponudba, raznolika ponudba. Zdaj vsega poskusiti ne moreš. Tako da ne vem, še premalo časa, komaj 1 uro tukaj in počasi bomo poskusili vse. Jaz sem razstavljalka, tako da me etaži lahko spoznate mojo vinarno, ampak jaz pa greva še en krog, pa še malo druge vinarje probati. Tako da Vajnir Michelin itak najboljši, ampak tudi kolegi iz drugih lokacij po Sloveniji, oziroma druge vinarne, mislim, da so kar na nivoju danes. Jaz prisegam na naše štajerska vina. Predvsem mi je vredi špricar. Probam pa tudi ostala vina, kaj se to tiče, sortna vina, ne? Ampak tiste bolj malo. Je pa verjetno en takle dogodek dobrodošel. Zelo v redu je, ampak smo bili prej v Habakuku, pa smo bili v Dražju. Tu je pač malo bolj neko svečano, kako bi rekel. V redu je, glavno. Zadovoljni pa so bili tudi vinarji, ki so predstavili svoja vina in njihove karakteristike. Danes ponujemo tukaj Sauvignon, pa od dišečega traminca suhega in pol sladkega, pa še z naše Steiermark linije Steiermarkove Belo, ki je tudi sestavljen dišečega traminca, šardoneja in sivega pinoja. V bistvu znani smo po hiši dišečega traminca. Iz traminca predelujemo veliko vin, od svežih, zorjenih velesov, penine, predikatna vina. Danes tukaj predstavljamo 3 vina izmed velike palete naših vin. Imamo suh Sauvignon, pol suh Moscato Tonel in pol sladek rosé iz modrega pinoja Rosamundo. Vinarji sicer pridelujejo različna vina. Večina pridelujemo suha vina, od penin do sveže linije in zorjenih. Danes imamo tukaj 2 penini, Blanc de Blanc in Moscatno penino, 2 vini iz sveže linije, Sauvignon in Kerner, ki sta suha, in pa zorjeni Sauvignon selekcija. Štajerski vinarji pa so tako kot drugi vinarji ponosni na vina, značilna za njihov okoliš, kjer se najde tudi podobnosti. Sploh pri belih štajerskih vinih, ta vina so tipična, imajo svežino, določene sorte tudi prijetno kislino in to je ena taka značilnost teh štajerskih vin, na katere smo lahko mi tudi ponosni in smo nekaj posebnega tudi v slovenskem okolju vinogradniškem. Vsekakor pa velja za vso Slovenijo, da ima izjemno ponudbo različnih sort vina, ki jih lahko promovira kot kakovostna tudi izven meja. Svojo kandidaturo na prihajajočih lokalnih volitvah je napovedal tudi mariborski župan Sašo Arsenovič. Z njim smo spregovorili o tem, zakaj se je odločil ponovno kandidirati, kateri so izvedeni projekti, na katere je najbolj ponosen, in tudi o projektih, ki bi jim želel dati prednost v prihodnjih letih. Za mariborskim županom smo se najprej ozrli v obdobje zadnjih 4 let, čas njegovega mandata.
Najbolj sem ponosen na to, da smo se kot mesto, kot skupnost povezali, ker drugače ne bi mogli izvajati toliko projektov kot jih. Verjamem, da je to največji razvojni preboj v zadnjih 30 letih. Kot vedno na volitvah ljudje veliko verjamejo, pričakujejo bolj malo. Jaz mislim, da smo izvedli čisto vse, kar je bila želja mesta leta 2018 in še mnogo več, in sem pravzaprav najbolj ponosen na vse sodelavce, ki so pri tem pomagali, ne samo na občini, ampak tudi v javnih zavodih, javnih podjetjih, centru za pomoč na domu, in pravzaprav govorimo vedno bolj eni družini Maribor, ki se vedno bolj zavedamo. In na katere projekte konkretno je najbolj ponosen? Največji projekt, ki se gradi, Center Rotoš, ki je tako kulturno kot intelektualno medgeneracijsko središče. Veliko smo naredili na mobilnosti, to je toliko projektov, da jih pravzaprav težko naštejem, ampak mesto se premika na drugačen način, premiki v glavi so, tako, ki so prepotrebne, da spremenimo tudi potovalne navade. Torej, kultura na zdravstvu smo tik pred tem, upam, da bo uspelo dokončno, da smo v tem mandatu začeli sploh razmišljati o zdravstveni postaji Magdalena, ki je tik pred, kljub arhitekturnemu tečaju, tik pred tem, da se prične delati. Izpostavi tudi projekte z področja športa. Ljudskega vrta do obnove dvorane Tabor, in vsi ti izvedeni projekti so pravzaprav garancija za to, da nič več ni nedosegljivo, mesto je bistveno bolj samozavestno, zato smelo govorimo tudi o tunelu, ki je prepotrebna rešitev urejanja prometa. Mesto Maribor kot drugo največje mesto nima tega tako imenovanega mestnega obroča, zato smo našli cenejšo rešitev, kot je severna obvoznica, ki bi pravzaprav posegla v naš hriboviti del. Pred nami je največji projekt v samostojni Sloveniji, športni dogodek EOF, ki je velik izziv za celotno mesto, regijo, ne samo na organizacijskem področju in finančnem, ampak tudi na področju prostovoljstva, povezovanja z Evropo. 4000 mladih športnikov pride, ki bodo prav gotovo ponesli dober glas. Odločil se je, da ponovno kandidira. Pred 4 leti so Mariborčani pravzaprav volili razvojno spremembo, ki smo jo pa več kot naredili. In v tem času je naša ekipa postala večja, močnejša, vizije so še bolj jasne, ideje veliko. In v naslednjem mandatu bi rad potem, ko smo zdaj uspeli počrpati teh 65 milijonov od evropskih sredstev, je večji fokus potem na izobraževanju, tako v vrtcih, šolah in na vsebinah na kulturi. Zgradili smo veliko infrastrukture, sedaj pa je potreben tisti mehkejši del, več vsebin, več dogodkov. Želim si, da Maribor postane mesto festivalov, kulture, športa in da bo ta naša gostoljubnost nam pripomogla k temu, da bo tudi potem gospodarski vidik se razvijal. In kaj mu predstavlja največji izziv? Da v mestu ni športnih igrišč in podobne infrastrukture, 15 bomo naredili. Naslednji korak so bistveno večji fokus na vrtce, šole in na programe v kulturi, seveda pa vse tisto je pa zdaj že postalo samoumevno, da bomo še nadalje urejali mobilnost, da gremo v zeleni prehod, da bomo digitalizirali vse, kar lahko, upam, da z kartico Maribor Connect, ki nas bo povezal vse na digitalni platformi, pa ne samo nas, ampak tudi celotno regijo. In veliki izzivi so in do sedaj bili tudi napori ogromni vloženi. 12 milijonov evrov je mestna občina Maribor skupaj z javnim holdingom financirala za razvoj Pohorja. Naslednja točka je ne samo kupovanje infrastrukture z davkoplačevalskim denarjem, ampak tudi boljše trženje, zato da bo Pohorje še bolj povezano, kot je sedaj. Ali bo mariborskemu županu uspelo izvesti načrte, pa bodo Mariborčani odločali na prihajajočih volitvah. Županja občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah Darja Vudler Berlak je napovedala vnovično kandidaturo na lokalnih volitvah. Z nami je spregovorila o tem, zakaj se je tako odločila in kateri izzivi jo čakajo, če bo ponovno izvoljena. Podrobnosti pa v nadaljevanju. Županja Svetega Andraža Darja Vudler Berlak nam je povedala, kateri projekti njenega sedanjega mandata so najpomembnejši.
Najpomembnejši projekt v tem mandatu so gotovo izgradnja kolesarskih poti, ki sicer še ni dokončno zaključena, ampak do konca oktobra bo ta investicija zagotovo zaključena. Tudi občani komaj čakajo že v bistvu zaključek, kajti kar nekaj let se že pripravljamo na to investicijo in jo tudi izvajamo. Tako da gre za v bistvu kar čezmilijonski projekt, zagotovo eden največjih projektov v naši občini in ki ima tudi v bistvu širši pomen, saj bo povezal celotne Slovenske Gorice in zagotovo je to eden največjih projektov. Darja Vudler-Perlak nam je zaupala, čemu se je odločila za ponovno kandidaturo na lokalnih volitvah za županjo občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Moram priznati, da sem malo razmišljala, ali se naj podam še dalje na to pot, ampak v bistvu prevagalo je to, da imamo še kar nekaj odprtih projektov investicij in nekako vse projekte, ki jih izvajamo, tudi peljemo tako, da se nekako nadgrajujejo oziroma povezujejo in kar nekaj planov še imamo za naslednje 4 leta, sem pa tudi povedala, da bo to v bistvu tretji in pa tudi zadnji mandat. Ob tem pa je še poudarila, kateri izzivi oziroma projekti jo v začetku naslednjega mandata čakajo. Kot že rečeno, se nekako vse investicije navezujejo ena na drugo, tako da v sklopu kolesarskih poti smo že načrtovali tudi eno večje krožišče v Spodnji Derbetinci, ki nekako povezuje, je nekako povezava iz avtoceste, tako da to bo ena tistih prvih investicij. Smo pa tudi v pridobivanju oziroma čakamo na izdajo gradbenega dovoljenja za en sakralno-kulturni objekt, tudi kar nekaj investicij na področju infrastrukture, cestne predvsem nas še čaka. Tako da ja, izzivov je še veliko in tudi odprli bomo verjetno občinski prostorski načrt ponovno po letu 2019, tako da tudi tukaj je še kar nekaj potreb po novih stanovanjih. Tako da ja, izzivov je še veliko, v bistvu je vse povezano tudi s financami, tako da nekako poskušamo najbolje izkoristiti tista sredstva, ki jih imamo. Sedanja županja se bo lahko lotila teh izzivov po 20. novembru, če bo na lokalnih volitvah v svoji občini zmagala prav ona. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Te dni pa obeležuje občinski praznik v občini Hoče - Slivnica. Zato si oglejte njihov pester program. Sicer pa nas spremljate tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep konec tedna in nasvidenje.